Gre za projekt zgodbe naših mokrišč, kjer so se zbrali skupaj partnerji iz našega las območja za mesto in vas. Partnerji so bili iz občine Vodice, Medvode, Trzin in pa Mengeš, ter Zavod za varstvo narave in pa osnovna šola Medvode. Ja, zdaj se je nekako začelo pred 26 leti, ko je šla občina Trzin na, po samostojni poti. In tako se v bistvu že z prvim zazidanim načrtom se je zaustavilo intenzivno gradnjo, ker namreč v 80-ih, 90-ih letih smo bili nekako priča res pretirani pozidavi nekega takega majhnega kraja. Tudi občina, kot vemo, je tretja najmanjša v Sloveniji, in seveda je to bilo ena prvih zadev, ko smo se je lotili, ko smo to ustavili. Potem pa seveda, ko vidiš, da mokrišča izginjajo, ko so pa vitalen del našega ekosistema, pa če preprosto povem, ne samo ekosistem, tudi to, da nas branijo pred poplavami. Namreč sam Trzin se nahaja pod hribom in ta mokrišča, kjer so se izvedle pozidave, seveda voda nekam mora iti. In ko smo se pred leti lotili najprej s tem projektom zgodbe naših mokrišč, samo ozaveščanje, kasneje smo pa pristopili še k drugemu projektu Marja Mala Barja, kjer smo pa v bistvu te še, ta mokrišča, ki so se zaraščala, ki so se izsuševala, smo se intenzivno lotili, da smo jih obnovili in lahko celo rečem, da prvi rezultat se že vidi leta 2023, ko so bile katastrofalne poplave tudi na našem koncu, je ta del v bistvu ravno zaradi mokrišč ostal nepoplavljen. Odkar pa je to naravna vrednota državnega pomena, pa pač teh idej ni bilo več. Celo nasprotno bi lahko rekel, da v zadnjih letih je ta zavest se tudi s pomočjo takih projektov, kot smo jih predstavljali danes, torej zgodbi naših mokrišč, je zavest ljudi vseeno precej drugačna, precej višja in počasi res razumevajo, da to ni nek motno v prostoru, ampak neka velika dodana vrednost v prostoru.